Pozdravljeni! Danes se bomo odpravili v Butale. Ne veste, kje je to? Fran Milčinski je zapisal, da 3 ure hoda od pustne nedelje leži vas, ki ji pravijo mesto. Skozi to vas curlja neka umazana mlakuža, ki ji pravijo potok. Na obeh straneh te mlakuže pa stojijo koče, ki jim pravijo hiše. In to so Butale. Kogarkoli je tujca pot zanesla med Butalce, vsak jih je hvalil na vse grlo, kako da imajo dosti gnoja, pa dober koruzni kruh, pa ravno prav sonca in dežja, in poleti tudi dosti muh, kakor da v paradižu žive, le pameti nimajo prave. Ta hvala je Butalcem jako dobro dela, pa so dejali, no, ko imamo toliko vseh drugih dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti. Toliko, kolikor je treba, za denar je naprodaj vse, potem bomo v Butalah brez napake. Pa je naneslo, da so slišali praviti, da tam v nekem bližnjem mestu je 11. šola pod mostom in da imajo pameti v tem mestu toliko, da jo kar v sodih prodajajo, tako kot drugod kislo zelje. Pa so sklenili in poslali na pot z vozom, na katerem je bil sod, 4 može, da kupijo tako vedro ali 2 pameti, odvisno od cene. Voz so okrasili s smrekovimi vejicami, na komate pa navezali veliko kragulčkov. Pa se pripeljejo v mesto, ustavijo pred prvo krčmo, povedo, da so iz Butal in vprašajo, kje je naprodaj pamet. Toda, so dejali, biti mora prava, dobra roba in ne predraga, drugače s kupčijo ne bo nič. Se čudi krčmar, ali je mogoče, da so iz Butal. Ja, kolikšna čast za njegovo hišo in da niso mogli zadeti bolje, nego da so se ustavili prav tukaj. Postregel jim bo s pametjo najboljše vrste in to na pol zastonj. Povabil je može v hišo in naročil gospodinji, da slavno gospodo dobro postreže. Tačas pa, ko je gospodinja stregla Butalcem, je gospodar s hlapcem ročno ulovil miš, jo spustil v sod na vozu in sod zamašil. In so bili potem možje iz Butal jako zadovoljni, tudi z računom za pamet, bali so se, da bo ta dražja. Plačali so in dejali, da bodo še prišli, ako bi jim pamet znova pošla. Potem pa so sedli na voz in bistro odcingljali. Srečno so se pripeljali in pricingljali v Butale. Sredi Butal so se ustavili. Kakor je ukazal župan, je bila tam zbrana šolska mladina in sta bila navzoča tudi butalski policaj in občinski bik. Ti so pameti najbolj potrebni, je dejal župan. Ti jo naj prvi tudi dobijo. Povzpel se je župan na voz in dal z roko znamenje. Pa so zacingljali zvonovi in zapokali možnarji.
Tisti hip je župan odmašil sod, da pogleda noter, pa je prestrašena miš šinila ven, zadela župana ravno ob brk in po županu dol smuknila na tla, med kričečo mladino ju je obrala čez cesto naravnost v županovo hišo. Butale so strmele, stare in mlade. Ajoj, a takšna je pamet, ja pa je pamet, resnično pametna, ste videli, najprej je poljubila župana, to se spodobi, in se ni potem prav nič premišljala, kam naj gre, naravnost v županovo hišo je šla, tja, kamor spada. To je bilo jako všeč vsem Butalcem in so bili ponosni, da je njihova pamet tako pametna. Pa so imeli pri tej kupčiji še prav posebno srečo, kajti ni trajalo dolgo, ko je imela pamet mlade in pameti je bilo kmalu dovolj po vseh Butalah.